V tem vprašanju v prebranih celicah beremo knjige, ki nosijo znak za kakovost Zlata hruška. Knjiga Timbuktu Timbuktu avtorja Petra Svetine ni zanimiva samo zaradi bistroumnih kratkih zgodbic, ampak je tudi polna zabavnih in odpiljenih ilustracij Igorja Šinkovca. Tako dobre so, da sta se tudi Jasna in Maj lotila risanja. Poglejmo, kaj sta ustvarila. Tri, štiri zdaj, pokaževa. Wow, daj ti prvi ugibaj, kaj je tole? Ja, po moje je to hodeča stavba iz mesta, ki ne stoji na mestu. Ja, lahko bi bila tudi, zelo dobro razmišljaš, ampak v bistvu bi naj bila čokolada, ki steguje z rokami po predalih. No, malo bom še mogla vaditi na svojih risarskih sposobnostih. Kaj imaš pa ti? A je to mogoče kit, ki plava v luži? Zelo dobro. Ja, zelo dobro si narisal. Z Majem današnji potep po knjigi Timbuktu Timbuktu začenjava z risbo. Bogate ilustracije so namreč tej knjigi dale novo dimenzijo. In a se spomniš, Maj, mogoče tega debelega moža, ki mu na trebuhu raste hiša, ali pa tale je bila tudi zelo dobra z gugalnico, teta Frančiška ima gugalnico, ti je bila všeč? Ja, zelo všeč. Dobro ilustrirana in pač zelo dobra zgodba je tudi o rozini, ki straši otroke, pa mogoče o kokoški, ki kljuva vesolje. Se strinjam, vsaka je po svoje izjemna in prav zanima me, kako je bil ta ustvarjalni proces. V najini družbi pozdravljam ilustratorja Igorja Šinkovca. Igor, kako je bilo tako pisane besede zliti na papir? Živjo, ja, pri svojem delu rad eksperimentiram z različnimi tehnikami. Zdi se mi, da na ta način neprestano raziskujem, hkrati pa se odpovedujem nekemu ugodju, ki ga nudi rutina. Ilustracije so nastajale zelo spontano, bi rekel kar igrivo. Zdelo se mi je, da bom edino na tak način lahko sledil Petrovi iskrivi domišljiji. Hvala lepa, Igor. Maj, zdaj imam pa en izziv zate. Prebrala ti bom eno kratko zgodbico, ti pa povej, kaj bi narisal. O žabjem kralju, ki je sedel na vstopnici za kino. Sedim na vstopnici za kino, je rekel žabji kralj. Jaz sam sem kino predstava. Enkratna. Čakam na poljub na koncu filma. Ja, jaz bi narisal kralja, ki bi takega žabca s krono, pa mogoče z ogrinjalom s tistim obrobljenim s krznom rdečim, ki pač sedi na zlati vstopnici. Odlično. Ja, vsak malar ima svoje oči in vsak Maj, Terezika, Nik ali pa Jasna svojo bujno domišljijo. Za vas imamo seveda tudi vprašanje. Maj in Jasna sta se tudi sama preizkusila kot ilustratorja. Kaj sta se naučila od ilustratorja Igorja Šinkovca? A. Ilustracija ponazori točno to, kar je zapisano. B. Ilustracije morajo biti skladne skozi vso knjigo. C. Ilustracije zbudijo še dodatno domišljijo. Ali D. Ilustracije so ustvarjalna upodobitev zgodbe. Imate 15 sekund. Ta čas, ko naši tekmovalci razmišljajo, lahko vse vas, ki nas spremljate doma, povabim na naša družbena omrežja. Tam vam podarjamo današnjo knjigo iz prebranih celic. Slišali smo, da ilustrator Igor Šinkovec pri svojem delu eksperimentira z različnimi tehnikami, zato njegove ilustracije nastajajo spontano. Pravilna rešitev je odgovor D. Torej, rumena ekipa je osvojila 10 točk in dobro uporabila svojega brihtolina. Čestitke.